že 80., 90. in danes. To je bila skupina Posodi mi Jurja. Po reklamnem bloku pa še naprej ostanite v naši družbi, saj bomo v večerni oddaji Glas tedna gostili rabina Izaka Šarona, neotrudnega lovca na naciste, ki je kar 383 dni preživel v zloglasnem koncentracijskem taborišču Dahavu in na lastni koži čutil grozo. Gledamo film. Debil, prosi samega dolg časa postavlja platno. Zdaj pa dovolj, Anja. Vsi na svoja mesta. Gospodične. Dobro, da še vas dodatno umirim. Tukaj so vaše naloge iz prejšnjega tedna. Veste, v celoti gledano sploh niste pisali slabo. Ampak nekatere izmed teh nalog so napisane res zanikrno. Tukaj, na primer, da je res potrebno kaj takega. Čigava pa je ta naloga? To zdaj sploh ni pomembno. Danes sem se namreč odločil, da bom za neurejene naloge, kot je tale, znižal oceno. Naloge, v katerih bo preveč napak, boste morali enostavno prepisati znova. Dobro. Te vaše umotvore si lahko pogledate v odmoru, sedaj pa k snovi. Kar vidite tukaj, se je dogajalo v Nemčiji med leti 1933 in 1945. To je delo Adolfa Hitlerja, bivšega pleskarja, ki se je po prvi svetovni vojni odločil posvetiti politiki. Kot že sami veste, je bila Nemčija v prvi svetovni vojni vojaško poražena in novo politično vodstvo v državi je bilo šibko. Tak položaj je našemu pleskarju omogočil, da se je zelo hitro povzpel na oblast. Hitler je namreč trdil, da so Židje uničevalci kulture in da so Nemci pripadniki več vredne rase. Danes vemo, da je bil Hitler psihopat. Za svoje dejanje je tudi bil leta 1923 obsojen na zaporno kazen, toda že leta 1933 je njegova stranka prevzela politično oblast v državi. V taka taborišča so lahko zapirali vsakoga, ne samo Žide, ki po nacističnem mnenju ni bil dovolj dober za več vredno raso. V celotni vzhodni Evropi so nacisti na milijone ljudi dobesedno strpali v taka taborišča. Nacisti so na takšen grozovit način pobili več kot 10 milijonov mož, žena in otrok. Ja, Katja. Ali so bili res čisto vsi Nemci nacisti? Ne, veš, nacistom je celo spadalo manj kot 10% vseh Nemcev. Zakaj jih pa potem ni nihče skušal ustaviti in preprečiti njihovih dejanj? Veš, tega ne vem natančno, Katja. Lahko le predvidevam. Nacisti so bili manjšina, ampak bili so oborožena, organizirana in nevarna manjšina. Ostalo prebivalstvo pa je bilo neorganizirano, neoboroženo in predvsem zelo prestrašeno. Ne smemo pa pozabiti tudi dejstva, da je Nemčija po prvi svetovni vojni doživela grozovito inflacijo, ki je skoraj uničila državo. Pa kako lahko pobiješ milijone ljudi, tako da nihče o tem ničesar ne ve? Tudi tebi lahko povem samo to, da je večina Nemcev po vojni trdila, da v koncentracijskih taboriščih niso vedeli absolutno ničesar. Janja, hitro gremo v menzo, veš kakšna vrsta bo? Prijem takoj. Pa kaj naciste so pripravili do tega? Po vojni je večinoma nacistov svoje dejanje opravičevalo z razlago, da če ne bi ubogali ukazov, bi to enostavno ogrozilo njihovo življenje. To ni opravičilo, lahko bi zbežali, lahko bi se branili, saj so imeli lastno pamet. Nihče nas lepo ne izpilje takšnih ukazov. Veš, Janja, ampak na žalost so počeli ravno te svinjarije, ki si jih pravkar povedala. To je potasno. Ja, Baro?
pa spiš. Pa kaj se ne naspiš dovolj doma? Poslušaj, danes sem te gledal v razredu. Če se ti ne boš začel truditi, ne vem, pač letos ne boš izdelal razreda. Saj nič ne pomaga. Poslušaj, pa nišče noče od tebe, ne vem, da si odločnjak kot tvoj brat. Ampak začeti se boš moral truditi pri pouku. Poglej, nedotakljivi. Misliš, da je z njim res kaj narobe? Po mojem je bil vedno precej čuden. Ampak tudi jaz bi verjetno bil, če bi z mamo tako delal. Skoraj nemogoče si je predstavljati, da sta on in njegov brat iz iste družine. Sem ti že povedala, da moja mama pozna njegovo. Pa kdaj govori o njem? Samo enkrat je omenila, da je bil testiran in da ima povsem normalen inteligenčni kvocijent. Neumen ali kaj takega ni. Je pa smešen. Hej, Valentin, je mesto zasedeno? Jaz sem bila prva tukaj. Kako prvo? Ja, hotela sem biti prva, no. Te ti ne šteje. Tak, by the way, nucam to mesto. Z Valentinom se moramo nujno pogovoriti o našem najnovejšem napadu. Ja, in jaz pa moram govoriti z Janjo. O čem? Ja, želim ji delati družbo, dokler se boste vidva pogovarjala o vajni dolgočasni košarki. Pa saj je dovolj prostora za oba. Ja, idi si po stol. Cel film je prespal. Me spominja Janja na film. Še vedno so zmedli. Moraš tako vsakomu vse povedati. Vse tako, ali ne? Daj mi mir. Se te razumem, tudi mene je film zelo pretresel. Vidiš, nisem edina, ki je film prevzel. Počasi. Saj ne rečem, da me film pustil hladno. Povedati hočem le, da vse to že mimo. To je preteklost. Svet se iz tega nekaj naučil. Nikoli več se ne bo ponovilo, no. Upajmo. Kom greš? Čaka me še delo za časopis. Grem s tabo. Ne vem, kako je lahko en butost film tako butne. Take stvari jemljete preresno. Domače naloge? Ej, danes sem premagala Lijano. Jernej? Kaj? Danes sem premagala Lijano. Saj veš, Lijano Miholičevo, ki jo nisem premagala nikoli več kot 2 igri v setu. Danes sem jo premagala v 2 setih. 7-5 in 6-4. Kaj je s tabo? Spet Indijanci? Vzpon in padec nacizma. Hitler. Kaj imaš za bregom? Bi rad naredil izpit za diktatorja? Ej, ful si smešna. Daj no, Jernej. Dobro, če že hočeš vedeti. Veš, danes so meni mulci zastavili vprašanje, na katerega resnično nisem vedel odgovora. Potem si že predstavljam današnjo noč. Lahko prespiš kar na kavču. Veš, nekaterih odgovorov ne boš našel v knjigah, ampak jih moraš dobiti z izkušnjami. Kaj to pomeni? Povedal vam bom, ko boste vsi na svojih mestih. Gremo. Torej, danes bomo govorili o disciplini.
Ja, pa počakajte. Najprej poslušajte, kaj moram vam zapovedati, pa potem presojate. Lahko postane še zanimivo. Kadar govorimo o disciplini, govorimo tudi o moči. In disciplina se začne s pravilno držo. Katja, daj stopiti, prosim, malo naprej. Sedi se, prosim. Zravnaj se, ja, tako. Daj roke na hrbet, prekrižaj jih. Ali opazi se, da lažje dihaš? Kaj to zgodovina ali sem pomotoma pri telovadbi? Valentin, tvojih pametnih pripomb smo za danes slišali že dovolj. Pa daj poskusi, no? Odlično, super. Vsi prosim pogledajte roko. Stopala so sporedno, kolena tako tvorijo kot 90 stopinj. Pa vidite, kako vzravnano hrbtenico ima. Tudi glava je prezdignjena. Odlično, super rok. Dobro, prosim. Dobro, sedaj bomo pa naredili en majhen eksperiment. Na moj znak boste vsi vstali in se sprehodili po razredu gor in dol. Na moj naslednji znak pa boste skušali čim prej, ampak res, fantje, čim prej priti spet na svoje mesto in se usesti tako, kot smo pravkar vadili. Ste razumeli? Vi tam zadnji tudi? Dobro, potem pa poskusimo. Vstanite. Dobro, sedite! Pa poslušajte, pa to je bila največja zmešnjava, kar sem jaz videl v svojem življenju. Pa to niso nobene otroške igrice, fantje. Mi ja delamo gibalne vaje za izboljšanje drže. Zdaj pa brez čakanja. Bolj boste skoncentrirani, prej boste dosegli svoje mesto. Poskusimo znova. Vstanite. Poslušajte, tukaj naredimo 2 vrsti, pa ne bo več prerivanja. Glejte, novi vodja razreda. Sedite. Osemindvajset sekund. Dobro. Pomirite se, prosim. Pravkar sem se namreč odločil, da bomo se od danes naprej v tem razredu držali vsi 3 osnovnih pravil. Prvič, vsakdo izmed vas mora imeti zvezek in svinčnik za zapiske. Drugič, kdorkoli izmed vas bo karkoli vprašal, mora vstati in se postaviti zraven svojega stola. In pa tretjič, vsakršno vprašanje in pa odgovor se začne z besedico profesor Ross. Ste razumeli? Dobro, potem pa poskusimo. Marcel, kako se imenoval britanski premijer pred Churchillom? Zdi se mi, da je to... Napačno! Osnovna pravila, pravkar sem jih razložil. Rok, pokaži Marcelu, kako se pravilno odgovarja. Profesor Ross! Pravilno, hvala. Brez veze. Torej, Marcel, kako se imenoval britanski premijer pred Churchillom? Profesor Ross, prepričan sem, da je to... Daj si pa prepočasen. Od danes naprej boste odgovarjali hitro in pravilno. Poskusi znova, pravi, da v tretje gre rado. Profesor Ross, Chamberlain. No, to pa je že nekaj drugega. Jasno, ti pa nam povej, katero državo je napadel Hitler 1. septembra leta 1939? Profesor Ross, ne vem. Vseeno pravilen odgovor, ker si izbrala pravilno obliko. Katja, veš mogoče ti? Profesor Ross, Poljsko. Dobro, ja? Damjan, kako se imenovala Hitlerjeva stranka? Profesor Ross, nacisti. To je bilo dobro, Damjan, zelo hiter odgovor, ampak ne povsem pravilen. Ali vi mogoče, kako se je ta stranka imenovala pravilno, formalno? Janja. Nacionalsocializem. Janja, osnovna pravila.
Zdaj me se lahko že naučila. Še enkrat. Profesor Ros, nacionalsocialistična nemška delovska stranka. Dobro, ja. David, kdo je predlagal zakon o zakupu in posojilu v drugi svetovni vojni? Profesor Roosevelt. Dobro. Luka, kdo se umira v taboriščih? Profesor Ross, Judje. Še kdo, Marcel? Profesor Ross, Romi, homoseksualci in duševno prizadeti. Katja, zakaj so umirali ljudje v taboriščih? Profesor Ros, ker niso pripadali več vredni rasi. Valentin, kdo je upravljal taborišče? Profesor Ros, SS. Dobro, ti odgovori proti koncu šolske ure so bili že nekaj takega, kar od vas pričakujem tudi v prihodnje. Sedaj pa želim, da doma do konca predelate poglavje številka 2 in začnite s 3. To je vse za danes. Imejte lep dan. Adijo. Adijo. Kaj pa se danes dogaja tukaj? Rok. Profesor Ross, disciplina. A ja, disciplina. Ampak veste, disciplina je le del celote. V celoto sodi še veliko več. Skupnost. Skupnost je vez med ljudmi, ki delajo in se trudijo za skupni cilj. To je občutek, da pripadaš nečemu večjemu, nečemu pomembnejšemu od posameznika, nečemu si popolnoma predan. Ja, to je tako kot z disciplino. Če želimo skupnost popolnoma dojeti, potem moramo v njej sodelovati in jo tudi doživeti. Zaradi tega sta od danes naprej naši osnovni gesli v tem razredu domoči z disciplino in domoči v skupnosti. Poskušajte ponoviti z mano. Domoči disciplino, domoči v skupnosti. Še enkrat. Domoči disciplino, domoči v skupnosti. Dobro. Val predstavlja spremembo. V njem se združujejo smer, moč in gibanje. Od danes naprej se naša skupnost imenuje Val. In glejte, to je pa naš pozdrav. Poskusite pozdraviti. Ne, še enkrat. Dobro, to je naš, ampak res samo naš pozdrav. Vedno, kadar boste srečali drugega člana skupnosti, boste ga pozdravili na ta način. Rok, ponovi gesla in izvedi pozdrav. Profesor Ross, domoči z disciplino, domoči v skupnosti. Dobro, še vsi ostali. Domoči z disciplino, domoči v skupnosti. Domoči z disciplino, domoči v skupnosti. Lahko bi delovalo. Zakaj bi se drugače to sploh šli? Rečem ti, Luka, to je metoda, ki jo potrebuje naša ekipa. Prepričaj, Jako. Jaz mu tega ne mislim razlagati. Kaj pa se bojiš? Misliš, da me bo razkaznoval, če bom nekaterim povedal Val? Ne, samo režali se, da bo zgobroz. Kaj da bo se režali? Dobro. Naj druge člane moštva vključimo v Val. Ne vem. Veš, mislim, da Val ne bo zaustavil igralce iz spodnjega kašlja. Ne. Veš, včasih še celo sanjam, da zmagujem. Ampak potem vidim pred sabo tistega orjaka. In ta orjak me enostavno zdrobi kot kakšnega cucka. Veš, pojedel bi pol krave. Pridružil bi se Valu. Celo domače naloge bi delal. Vse, kar hočem. Samo, če bi lahko s tem ustavil tistega hrusta. Ej, če te je strah, te takoj zamenja. Pa če boš ti v prvi postavi, smo mrzli. Ti si samo zato v prvi postavi, ker si starejši. Pa tukaj ne gre za leta, ampak za talentstvo. Tem sem pravkar govoril. Ker se vedno le ravsamo in prepiramo, ne dosegamo nikakršnih rezultatov.
kaj bluziš? Govorimo o enotnosti, o disciplini. Moramo se začeti obnašati kot ekipa, ki ima skupni cilj. Nihče ni zadolžen, da odzame mesto drugemu. Toda vsakdo naj vsaj nekaj prispeva, pa bo ekipa zmagala. Jakel naj me da v igro, pa smo zmagali. Egoist! Veš, zakaj vsako leto izgubimo? Ker smo 10-članska ekipa, v kateri imajo igralci slučajno iste drese. Sicem izgubljanja. Zaradi mene sem lahko prinašalec vode, če bomo tako osvojili kakšno zmago. No, ne rečem, da bomo to soboto razbili ekipo iz Kašljevca. Toda, če bi igrali kot moštvo, bi letos lahko kakšno tekmo tudi dobili. Kako? Povej! Vsi so ponavljali in pozdravili načela. Proti temu nisi mogel storiti ničesar. Čutil si, kako se je s časom oblikovala nekakšna skupna moč. Ni mi všeč, Janja, zdi se mi nekak vojaško. Vedno bi vse slabe strani. Morala bi biti zraven, da bi čutila to pozitivno energijo, ki te prevzame. Vesta, po pravici sem za vse, kar dan danes mlade pripravi do tega, da postanejo na nekaj pozorni. Še najslabši učenci sodelujejo. Rok Končnik, največji butec na šoli. Celo on je zdaj del naše skupine. Nihče se že 2 dni ni norčeval z njega. Ampak vi bi se morali učiti zgodovino in nekako postaneš del neke skupine, Janja. Draga, pretiravaš. Nekaj duha družbene pripadnosti otrokom gotovo ne more škoditi. In nisi prav vedno ti trdila, da sem preveč neodvisna. Ja že, ampak ne smeš pozabiti, da tisto, kar nam je všeč, ni vedno tudi pravilno. Prepričan sem, da Janin učitelj že ve, kaj dela in ne razumem, zakaj bi z tega delali problem. In se ti ne zdi, da manipulira na takšen način z učenci? Manipulira? On je eden mojih najljubših profesorjev. Dobro ve, kaj dela in to, kar dela, je dobro za razred. Bilo bi fajn, če bi bilo pri drugih vsaj na pol tako zanimivo. Kaj pa Tine? Ali ne prije danes? Doma in se pripravlja na uro zgodovine. Kaj? Tine se pripravlja? Opa! Kartica za pifarja? To je članska izkaznica Vala. Kaj? Sedaj, ko vemo, kako sta pomembna disciplina in skupnost, lahko začnemo razmišljati tudi o akciji. Pravzaprav sta disciplina in skupnost brez pomena, če ne vodita k ukrepanju. Verjamete v Val? Sedite. Potem pa morate tudi ukrepati. Člani Vala morajo med seboj sodelovati kot deli dobro delujočega stroja. Če boste podpirali drug drugega in če boste delovali povezano, potem boste zagotovili uspeh Vala. Ko sem pred nekaj dnevi ustanovil mladinsko gibanje z imenom Val, sem opazil, da so se nekateri izmed vas zelo trudili, da bi tako postali boljši člani Vala kot ostali. To se mora zdaj nehati. Ne pozabite, v Valu smo vsi enaki. Nihče ni bolj popoln oziroma bolj priljubljen kot ostali. Prav tako, pa tudi nihče, ampak res nihče, ni izključen iz skupine. Naša prva naloga pa bo, da pridobimo v Val čim več novih članov. Ja, Nejc. Profesor Ros, prvi čutim, da sem del nečesa velikega. Fantastičen občutek. Profesor Ros, dobro vem, ko čuti Nejc. Počutim se kot na novo rojen. Profesor Ros, tudi jaz tako čutim. Profesor Ros, ponosen sem na Val. Naš pozdrav
Domoči z disciplino, domoči v skupnosti, domoči z akcijo. Domoči z disciplino, domoči v skupnosti, domoči z akcijo. Teden dni pred izdajo smo spet brez člankov. Tina, kaj je s svojim prispevkom o mode? Če nihče ne nosi ničesar zanimivega. Vedno isto. Kavbojke, kratke majice, teniske. Ja pa piše o tem, da na naši šoli nihče ne nosi nič modernega. Res nima nihče nobene ideje. Imamo nov šolski avtobus. Znamerljivo. Hej, kar pa Val? O njem bi lahko nekaj napisali. Ali nisi ti tudi rос v svojem zgodovinskem krožku Janja? To je trenutno največja stvar na šoli. No, kako je s tem, Janja? Z Valom? Zakaj pravzaprav te teme nisi dodalila nikomor? Hočeš samo ti požeti slavo? Ne vem, če se kdo na to že dovolj spozna, da bi pisal o tem. Kako to misliš? Saj ti si v Valu, ali ne? Ja, sem, ampak... Vsaj poročali bi lahko o tem, da Val sploh obstaja. Mislim, da kar precej ljudi sprašuje, kaj je na tem. Ja, prav imate. Poskusila bom razložiti, ampak želim, da med tem tudi vi kaj naredite. Časa imamo samo še nekaj dni. Poskusite izvedeti vse, kar dijaki mislijo o Valu. V redu. Poslušam vas, Jernej. Stvar je taka. Vse skupaj se je začelo pred nekaj dnevi v mojem zgodovinskem krožku. Ogledali smo si film o nacistih. Jernej, ampak v Valu jasno sodelujejo tudi dijaki, ki niso iz tega razreda. Pa vse ni bilo nobenih pritožb. Mateja mi je celo povedala, da je v svojih razredih opazila, da več ni nobenih disciplinskih problemov. In ta načela, in to pozdravljanje, vse to me moti. Pa to je del igre. In poleg tega trener Jernej Jaklič... Ja, včeraj je bil pri meni. In ob omembi Vala je kar zasijal. Rekel je, da bo naša šolska ekipa premagala čisto vse ostale. Če ga takole poslušaš, te celo prepriča, da utegne v soboto premagati celo ekipo iz Spodnjega Kašlja. Ampak to ni pomembno. Skrbi me za dijake. Vem, da niste prekršili nobenega pravila, ampak so tudi določene meje. Pa to mi je jasno. Ampak razumeti pa tudi morate, da ta eksperiment ne more iti dalje, kot jaz dovolim. Celotna ideja Vala je ideja v skupini, ki je pripravljena slediti svojimi vodji. In dokler imam jaz s tem opravka, vam zagotavljam, da mi stvar zagotovo ne bo išla iz rok. Jernej, povsem odkrit bom. Ta zgodba o Valu je nekaj tako drugačnega, nekaj povsem novega, nekaj takega, če se tukaj sploh še nisem doživel in sploh ne vem, kaj naj si o tem mislim. Predvsem morate stvar natančno nadzirati. In ne pozabite, v eksperimentu, kot mu vi pravite, sodelujejo mladi in navdušeni ljudje, ki kaj hitro zaidejo s poti, čim jih nimamo pod kontrolo. Ali razumete, kaj mislim? Dobro, ne morem sicer reči, da sem navdušen, nimam pa tudi vzroka, da bi podvomil v vas. Debela, pa nič podate, da imate. Spolno šesto. Filter v tem, da se bo razrazil. Barok, kaj se ti greš? Profesor Ros, jaz sem vaš telesni stražar. Ti si moj kaj? Vaš telesni stražar. Sem ste vendar voditelj. Ne morem dopustiti, da se vam kaj zgodi. Je Barok, kaj se bi mi naj zgodilo? Profesor Ros, vem, da potrebujete telesnega stražarja. In jaz bi to lahko bil. Res, prvič v življenju imam tako občutek, da sem del nečesa pomembnega. In to se mi zdi enkratno. Torej smem? Rok. Dobro, veš kaj? Pa bodi moj telesni stražar. Pride. Ne grem. Zakaj ne? Ker nočem. Vsi novi člani bodo tam. Mislim, da jemljete ta Val preresno. To ni res, ti ga ne jemlješ dovolj resno. Janja, enostavno moraš biti na tem sestanku. Ampak prav to je vzrok, zaradi katerega nočem iti. O Valu si moraš stvariti svoje lastno mnenje. Ne razumem. Ne morem verjeti, kako so nenadoma vsi ponoreli. Val enostavno prevzema moč nad vsem. Seveda, ker je Val nekaj pomembnega. Janja, končno smo enkrat vsi enaki. Ti si taki idealist, povsem si zmešan.
Ustvariti skupnost enakih ljudi in velikih košarkarskih ekip, če se druga sploh več ne vidiš. Ampak to ni enostavno tako. Vedno bodo ljudje, ki ne bodo hoteli sodelovati in pravico imajo, da res ne sodelujejo. Veš, ti si proti samo zato, ker nisi več nekaj posebnega. Ker nisi več prva violina. Bedarija. Vedno si bila najboljša. Kakšen je občutek, ko naenkrat ni več tako? Tina, ti si taki kreten. Dobro, torej, če sem jaz tak kreten, pa si poišči pametnejši. To bom objavila v glasilu. Kaj? Tega ovalo enostavno ne moreš napisati. In zakaj ne? Vse je resnično. Vsi so dobesedno obsedeni s tem valom. Nihče več ne razmišlja svojo glavo. Janja, samo razburjena si, ker ste se s Tinetom razšla, to je vse. Daj, Katja, resno mislim. Val škoduje ljudem in vseeno mu vsi sledite kot čredalec. Ne morem dojeti, da še vedno hočeš ostati del tega, potem ko si prebrala moj članek. Ne razumeš, kaj je val? Povzroča, da vsakdo pozabi, kdo dejansko je. Vsi ste postali stroje. Zakaj si tako zelo želiš ostati del tega? Ker sem do zdaj vedno morala tekmovati s tabo. Ampak zdaj ne potrebujem fanta, ki igra košarko in ne potrebujem takih ocen, kot jih imaš ti, da bi me imeli ljudje radi. Saj sem vedela, da se tako počutiš. Zakaj nisi nikoli nič rekla? Zato, ker starši govorijo svojim otrokom, zakaj ne moreš biti tako kot Janja Magdič? Daj. Ja, ti si proti valu samo zato, ker sedaj nisi več glavna. Jaz sem to na vsak način objavila. Ne delaj tega. Je že v tisku. Janja! Spusti me! Ne, s tem stranja! Ti ne spusti mojo roko! Napiši več v valu, uničila nas boš! Pisala in govorila bom, kar bom hotela in ti mi tega ne moreš preprečiti. Ne bodi tako prepričana v to! Sovražim te, sovražim val, vse vas sovražim! Zapri gobe! Janja, vse vreme s tabo. Janja. Idiot. Kakšen idiot? Jernej, jutri moraš z valom končati. Vem, koliko ti pomeni, ampak moraš prenehati. Ali ne pretiravaš malo, Mateja? Če bo pucanja posegel vmes, bo eksperiment označen kot napaka. Ob službo boš. Pa ti malo pretiravaš, veš? Ne. Mnogi menijo, da sem tudi jaz pletena v to norost. In s tem ogrožaš tudi mene. Mateja, pa kako jaz naj nekega lepega dne prekinem z valom, ne da bi oškodoval vseh tistih 300 dijakov? Nekaj si boš moral izmisliti. Pa vse to jaz vem, ampak veš, da ne vem, kako naj to končam. To povej, puconji. Ti si vendar vodja. Ti si tisti, kateremu slepo sledijo. Dobro, mogoče pa ima res idejo. Ja? Ja, in to celo takšno, ki bo mogoče delovala. Ali ni nekam pozno? Se opravičujem, vendar moramo nujno govoriti s profesorjem Rosom. Tvoja učenca. Profesor Ros, morate nam pomagati. Ja, kaj pa je? Gre za val. Šlo je predalaj. Val se je odejanil, nima več mogoče nasprotovati. Bojimo se ga. Niti pogovoriti se več ne moreš, ne da bi se bal, da te nekdo prisluškuje. Val je iz nas naredil nasilne fanatike. S tem morate prenehati. Vem in tudi bom. Ja, kako? Glejta, edina sta razumela, kaj sem vam skušal z valom povedati. Jaz vam lahko samo obljubim, da bom jutri tudi vajnim kolegom skušal dokazati isto. Katastrofa. Vsakih 5 minut me po telefonu kličejo starši, ki jih zanima, kaj ste dogajali z njimi otroki. Jernej, verjetno veste, da ste pretekli teden pretepli nekega židovskega otroka. Včeraj me obiskal rabin. Mož je celi 2 leti preživel v Auschwitzu. Mar menite, da njega zanima vaš eksperiment? Razumem, da pritiska na vas. Val je enostavno zašel predaleč. Zgodovinski krožek ni znanstveni laboratorij. Ne smemo eksperimentirati z ljudmi. Še posebej pa ne z dijaki. Ampak vsaj za trenutek pozabiva, da se naredil veliko napako, ki je za seboj potegnila drastične posledice. Potrebujem le še en ta dan. In pridobili si bodo življenjsko lekcijo, ki jo zagotovo ne bodo pozabili nikoli v življenju. Kako, Jernej?
Ali veste, da epizoda z Valom ni ravno dvignila ugleda naše šole? Ukolikor ne boste uspeli, bom prisiljen zahtevati od vas, da vložite odpoved. Sporočiti vam moram pomembno novico v zvezi z Valom. Danes v 5. bo avli shod. Vstop pa imate samo člani Vala. Razlog za zbor pa je takšen. Prejšnji teden smo učitelji, tako kot jaz, po vsej državi rekrutirali in izšolali mladinsko brigado, da bi tej državi dokazali, kako lahko ustvarimo idealen družbeni sistem. Kot sami veste, ima ta država za seboj desetletje rastočih inflacijskih stopenj, gospodarstvo pada, kriminal narašča in brezposelnost je kronična. Mi moramo spremeniti te zadeve. Pomislite samo, kaj nam je samo v nekaj dnevih uspelo z Valom spremeniti na tej naši šoli. In verjamite mi, če smo uspeli spremeniti stvari tukaj, na tej šoli, potem jih zagotovo lahko povsod. Na univerzah, bolnišnicah, tovarnah in vseh ostalih inštitucijah. Sede! Rekel sem, da se usede! Ne prekinjaj me! Sedaj me pa pozorno poslušajte. V času zborovanja bo utemeljitelj in vodja Vala po televiziji naznanil ustanovitev mladinskega nacionalnega gibanja z imenom Val. Luka, Rok in Damjan, odvedite oba iz razreda in poskrbite, da bo ta zunaj tudi ostalo. Ne verjamite! Laže! Avla je polna. So varnostniki na svojih mestih? Dobro. Potem preverite vse vhode. Poskrbi, da bodo zaklenjene. Hej, Jernej. Vso srečo. Hvala. Pa še ti. Veš, pred nekaj dnevi mi je Pucunja delal nekaj podobnega. Če se ta eksperiment z Valom ne bo dobro končal, potem verjamem mi, Mateja, bom ostal brez zaposlitve. In v takem položaju bom imel zagotovo dovolj časa, da bom oblačil in pomerjal te glupe obleke. Saj bo vse okej. Poženi se, tiger. Čez nekaj trenutkov nam bo spregovoril državni voditelj Vala. Glejte, saj sploh ni vodje. Pač, imate vodjo. To je vaš vodja. Sedaj me pa pozorno poslušajte. Nobenega nacionalnega gibanja Val ni in tudi nobenega vodje ni. Če bi že bil, potem bi bil to on. Pa kaj res ne vidite, kaj je nastalo iz vas? Kako daleč ste bili pripravljeni iti? Poglejte si svojo prihodnost. Mislili ste si, da ste nekaj posebnega. Imeli ste se celo za boljše, kot so tisti, ki jih danes ni tukaj v dvorani. Celo svojo svobodo ste bili pripravljeni zamenjati za nekaj, kar sem vam prodal kot enakost. Veste, vi bi bili dobri nacisti. Oblekli bi uniforme, oprali vam bi možgane in vi bi samo nemo gledali, kako pobijajo vaše prijatelje, sosede.
Se spomnite, ko ste dejali, da se taka grozodejstva več ne morejo zgoditi? Pa se vi sploh zavedate, kako blizu takemu položaju ste prišli s svojimi dejanji? Grozili ste tistim, ki niso želeli sodelovati z vami. Fantje ste pri košarki nečlanom celo onemogočili, da bi sedeli zraven vas. Veste, nacizem ni nekaj, kar zadeva le druge ljudi. Nacizem je tukaj, med nami, vsakem izmed nas. Spraševali ste me, zakaj niso Nemci ničesar ukrenili, ko je bilo pobitih na milijone ljudi. Prav tako ste me spraševali, kaj lahko privede narod do tega, da zateji celo lastno zgodovino. Če bo se zgodovina ponovila, potem boste zagotovo tudi vi tajili, kaj se v času vala dogajalo z vami. Če je bil ta eksperiment uspešen, kar močno upam, potem ste se naučili pomembne življenjske lekcije. Vsak posameznik sam odgovarja za svoje dejanje. Jaz zdaj vem, da v svojem življenju več ne boste dopustili, da bi volja skupine prevladala nad vašim lastnim prepričanjem. Upam pa tudi, da mi verjamete, če vam iskreno priznam, da je vsa ta zgodba v zvezi z valom bila tudi zame zelo boleča izkušnja. To je bila nočna mora. Moral bi vam zaupati, profesor. Ne, je že dobro, da ste tako ravnala. Vidva ste edina dokazala, da veste razmišljati z lastno glavo. Pravzaprav bi se jaz moral opravičiti vam. Jaz vam bi moral povedati, kaj se namerava. In kaj bomo sedaj? Še sam ne vem natančno, Janja. V tem letu moramo še predelati ogromno šolske snovi. Mislim, da smo se iz tega vsi veliko naučili. To tudi jaz mislim, ampak drugo leto tega ne mislim več ponavljati. Rok, pa ne ženi si vsega tega tako k srcu. Pa vse je bil samo eksperiment. Kaj praviš, če bi šla na pijačo in bi se o vsem tem zelo temeljito pogovorila?